Ja, na najboljši možen način, ampak ne samo na način tekmovalni oziroma rezultatski, ampak tudi pokazali ljudem že nekaj obrise za bodočnost, se pravi, bilo je ogromno mladih igralcev, ki so vrhunsko odigrali, enostavno, da so pokazali, da lahko računamo na njih. No, to je sigurno, da to je bil naš primarni cilj, kajti ta lovorika prenaša vse ostale stvari, ki so zelo pomembne za naš klub oziroma zelo pomembne nasploh v slovenskem nogometu. Ampak ne glede na vse, če dam črto 6 tekem v Evropi, bili blizu tistega nekega sna, kar se tiče Evrope, superiorno v prvenstvu. Pokalu smo nesrečno izgubili, ampak tudi pač je bila ekipa srečnejša in mogoče v tistem trenutku tudi za neki zakanček boljša. Sprašujem se, ali je možno več v slovenskem prostoru. Ja, čaka nas zelo težko delo, ker tako sem rekel, se obadam vprašanje, ali je možno več v slovenskem prostoru. Misli so bile že 6 mesecev prej, kadar smo mi naredili eno majhno revolucijo v naši ekipi, kajti naše razmišljanje je bilo zelo preprosto. Imamo 9 točk prednosti, imamo nezadovoljni igralci, imamo igralci, ki imajo dosti ponud. Enostavno, če bi čakali junij in naredili reorganizacijo, bi bili 6 mesecev prepozni, glede na to, da vseeno v Evropi želimo nekaj narediti. Beremo se na že tradicionalni večeri 12. junija in s 13. začnemo prvi trening in v nove barve. Maribor v 2 letih ni imel nikakšne sreče, vedno smo vodili najtežjega možnega nasprotnika. Seveda, kadar se to na koncu izteče po naših željah, je to toliko bolje, ampak ne glede na to, malo sreče le rabimo, kajti če Maribor gre drugi krog skozi, je vse možno. Sigurno, da je velika prednost, ampak v onem drugem bobnju so ekipe, kot je Videoton, kateri ima, mislim, da 8-krat večji proračun. Pivnik so ekipe, ki si odvisne od ene stative, se pravi, ali v enem napadu gre v mrežo ali pa v drugem napadu gre v stativo. So to zelo male nijanse, katere odločajo lahko v teh ekipah, seveda so pa ekipe, ki enostavno jih Maribor mora izločiti. Dobro, ona je vedno bila naš 12. navijač, pa ne samo to. V danih trenutkih mislim, da je ekipa tudi sploh v Evropi odigrala mogoče celo kvalitetneje, kot je v tistem trenutku bila sposobna, ampak to je nekako kultura velikih klubov, da so navijači tisti, ki ti dodajo tisti veter v hrbet, da lahko ti narediš nekaj pomembnega.